Dobro jutro. Jutro. Hvala lepa. That's the end of my Slovenian. I'm delighted to be here. This is my first visit to your remarkable country. And what we're talking about today is a subject that's of interest to a global community. In the last 10 years, Tax Justice Network, which is the organization that I helped to found, went from being 4 people and no offices to having the OECD, the G8, the G20 talking about our policy issue of cleaning up tax havens at the very top of its agenda. So last May we had subjects like automatic information exchange, the proposal to have beneficial ownership registration so you can actually tell who owns companies and trusts, the idea of having country-by-country reporting so that big companies like Apple and Microsoft and Google that are moving their intellectual property and their assets offshore have to tell you where they're paying taxes and where they're not paying taxes. Vendar je pred nami še dolga pot. Slovenija tu lahko odigra ključno vlogo in zelo pomembno vlogo. Vi morate izkoristiti prednost, ki vam jo daje kriza, zato da se lotite slabih bančnih posojil, izogibanja davkom in tudi nekazljivosti, kajti mnogi bogataši, mnogi bančniki premikajo premoženje v različne države, pa se jim nič pri tem ne zgodi. Poleg tega bomo govorili tudi o vprašanju, kako vrniti sredstva nazaj in zato si moramo pogledati širši kontekst, če želimo o tem razpravljati. Govorimo o globalni skupnosti. V preteklih 30 letih so se države vključevali v agresivno tekmovanje na področju davkov. Torej gre za nek vsesplošni svetovni trend za zmanjšanje davkov tako na področju posameznikov kot na področju podjetij. In v veliko primerih plačujejo direktorji manj davkov kot njihove tajnice, na primer. In to je grozljivo. To ni sprejemljivo. Še zlasti v času, ko se gospodarstvo, svetovno gospodarstvo otepa s krizo, imamo velike stopnje brezposelnosti in takrat bi država moralo biti omogočeno, da dvigujejo davke. Nasplošno v državah v razvoju 30% nacionalnega prihodka je namenjenega izdatkom vlad. Seveda, vlade se lahko financirajo iz dolga, to je seveda problem. Vlade se lahko tudi financirajo tako, da privatizirajo različna podjetja, vendar je to omejeno. Videli smo tudi, da je eden izmed načinov tudi visoka inflacija. Ampak prihodke iz davkov potrebujemo in to v višini 30% nacionalnega prihodka, zato da se država lahko razvija, zato da ima zdravstveno varstvo, ki deluje, da lahko gradi ceste, da lahko vzdržuje svoj izobraževalni sistem in tudi obrambo in tako naprej. Vse za to, kar je pravzaprav vlada, za kar je vlada zadolžena. Ampak vlada ima slab sloves in to se samo še slabša. Tudi v moji državi ljudje ne podpirajo vlado, še zlasti takrat, ko gre za davčno zakonodajo. Danes imamo velik razkorak v ZDA med revnimi in bogatimi. Imamo namreč progresivno dohodnino in zdaj se vlade veliko več zanašajo na DDV, na trošarine in tako naprej in se iz tega financirajo. Poleg tega je od 21 do 32 milijard dolarjev lociranih drugje v tujini in je v lasti le 0,14% prebivalstva. To
bogatstvo bi, če bi bilo obdavčeno vsako leto, doprineslo 300 milijard dolarjev v naše državne blagajne. Sam sem pripravil zelo natančno PowerPoint prezentacijo, to bom nekako pustil ob strani, kajti želel bi z vami vzpostaviti dialog o tem, kaj je v tem kontekstu pomembno za vas. Naj začnem z vprašanjem o industriji davčnih oaz, svetovnih davčnih oaz, tako da nekako si pogledamo, ali razumemo stvari na podoben način. Amazon in Google in še mnoge druge takšne korporacije so prepovedale takšno PowerPoint prezentacijo. Ampak po drugi strani je tudi res, da ko nekdo govori, ljudje ne morejo hkrati še brati predstavitev na ekranu. Ampak nekaj dejstev pa je, ki bi vam jih rad predstavil tudi v obliki PowerPointa. I think I'm on the wrong slideshow. Do you have my presentation? Who's the... Nekaj tehnične pomoči potrebujem. Okay. So the title is The Global Haven Industry. Naslov je torej globalna industrija davčnih oaz, kako privesti premoženje nazaj domov. Torej, kako lahko obravnavamo ta problem in pridemo do zadovoljive rešitve. Veliko različnih vidikov je pri tem treba upoštevati. Moj prijatelj je pred kratkim napisal knjigo Otok zakladov. Išla je pri založbi Random House. V njej je govora o 83 davčnih oazah po celem svetu, ki so nastajale od 70 let. Takrat na začetku jih je bilo le kakšnih 15, zdaj jih je 83. Avtorjevo stališče je, da obstajajo ti posamezni otoki, ki so sicer suverene države, in to je dejansko res. To je zdaj nastal kar nekakšen arhipelag suverenih držav, ki pa so davčne oaze, v katerih posamezniki lahko locirajo svoje podjetja in svoje bogatstvo, da se izognejo plačevanju davkom. Kaj pa je za vsem tem? Kaj je za vsem tem otočjem posameznih davčnih oaz? Za tem stoji industrija. Ta industrija zajema največje svetovne banke, računovodska podjetja, pravniške, odvetniške firme in podobna podjetja. Torej posamezne oaze, kot so Panama, Guernsey ali Kajmanski otoki, bi lahko se izginili čez noč, ampak industrija za vsem tem pa bi še ostala. Zato je pomembno, da razumemo ta kontekst, ko oblikujemo strategijo, kako se lotiti nastale situacije. Te oaze so hkrati tudi največje OECD države. Če ste, na primer, v Združenih državah prijavljeni tujec, lahko ne plačujete davke in dejansko niste tudi obvezani plačevati davek na kapitalske dobičke. Enako je, če greste v Monako, Ženevo, tudi London. Celo London ima celotno industrijo namenjeno tem najbogatejšim ljudem in deluje kot neka oaza. Naprimer, hotel Plaza v Hyde Parku naprimer, je v lasti nekega ukrajinskega bogataša. Tam je eno stanovanje vredno 200 milijonov funtov.
Bogatstvo se tudi premika in tudi ti bogataši nimajo stalnega bivališča, temveč krožijo po svetu. Veliko najuspešnejših podjetij na svetu oblikuje svoje davčne prijave tako, da premika svoje premoženje v različne države, tudi na Nizozemsko, Irsko, in na ta način se izogibajo tudi plačevanju tantiem in avtorskih pravic. Apple, na primer, je lansko leto na ta način plačal manj kot 2%. In govorimo tudi o podjetjih kot je Novartis in podobnih podjetjih, ki parkirajo na nek način svoje premoženje na kraje, o katerih še sploh niste slišali. To je pomembno za tiste države, ki so zelo odvisne od pobiranja davka na dobiček pravnih oseb. In pri tem je prišlo do prave globalizacije izogibanja davkov in to je problem, o katerem govorim. Torej, zelo različni vidiki so povezani s to celotno situacijo. Ne bom šel bolj podrobno vanje, ampak dejstvo je, da gre za globalno industrijo, ne gre samo za neko otočje posameznih oaz in vsako leto se 300 milijard dolarjev ne obdavči. Izgubljeno bogastvo pa je v lasti le 10% prebivalstva na svetu. V to so pa vključene največje banke, največje odvetniške firme, tudi revizorske firme, na primer Oliver Wyman. Oliver Wyman, na primer, ima sedež v eni izmed oaz in zelo zanimivo vprašanje je to za Evropsko centralno banko. Zakaj uporabljate storitve podjetja, ki ne plačuje davkov? Gre tudi za multinacionalno davčno izogibanje v ogromnih zneskih. Potem so tu tudi tako imenovana digitalna offshore podjetja, ampak gre tudi za slamnata podjetja, slamnata posojila med samim podjetjem ali pa med hčerinskimi družbami za nekaj, kar ni bilo narejeno ali prodano. In gre tudi za to, da se parkira, da se na nek način parkira izvoz v neki offshore državi čez mejo. Torej, naj povzamem. Na dolgo lahko govorimo, kaj se lahko iz vsega tega naučimo, kako pripraviti premoženje do tega, da se vrne nazaj. Ampak bistvena lekcija je, da moramo prekiniti s to konkurenčnostjo na področju davkov in na področju izogibanja davkov. Zato je pomembno za vas v Sloveniji, da svoje prebivalce izobrazite o tem, kaj je važno, kaj je prav in prevzamete vodilno vlogo tudi na svetovni ravni in se zauzemate za davčno pravičnost na globalnih forumih, kajti zagotavljam vam, da največje računovodske firme vsako leto proizvedejo 24 milijard dolarjev dobička samo iz izogibanja davkov. Prav tako to velja za odvetniške firme, največje odvetniške firme, ki imajo sedež v Bruslju in zagotavljajo storitve svojim klientom. Tako velja to tudi za multinacionalke. Druga lekcija je, da se morajo storilci teh kaznivih dejanj zavedati, da bodo kaznovani tudi s zaporno kaznijo. Spisek kaznivih dejanj je zelo dolg. Tudi v Združenih državah je ta spisek zelo dolg, ampak zelo težko je dejansko tožiti velike finančne institucije. Pa čeprav je očitno, zakaj gre. Te firme so denar spremenile v moč
in imajo na razpolago različne alternativne možnosti. Če jih boste preganjali v eni državi, bodo šle drugam. To je problem globalne finančne industrije. Kako regulirati vse to? Zato je potrebno sodelovanje na področju davkov, na področju politike, politične moči. Države se morajo skupaj povezati zato, da postanejo bolj učinkovite pri pregonu. Kaj pa privatizacija? Privatizacija državnega premoženja. Dolga zgodovina je za nami slabih izkušenj s privatizacijo. Sodelujem tudi v inštitutu v Kolumbiji za neposredne tuje naložbe in dobro razumem, kakšni so dobri in slabe izkušnje iz teh procesov. V veliko državah so bili tuji neposredni vlagatelji deležni olajšav pri davkih. Naprimer v Afriki imamo celo negativno stopnjo davka na dobiček pravnih oseb. Na nek način podkupujejo tuje vlagatelje, da pridejo in vlagajo v njihova gospodarstva. Vendar je to slaba ideja, da privabiš nekoga, da pride samo zato, ker bo imel olajšave pri davkih. Alternativna strategija je strategija Minnesote. Sam prihajam iz Minnesote, ki je majhna zvezna država, nekako na zahodu, srednjem zahodu Združenih držav. V njej živi približno 3 milijone ljudi. Tako da je primerljiva s Slovenijo. Minnesota se je ozrla po drugih zveznih državah in si pogledala, kaj delajo druge zvezne države v tej konkurenčni tekmi. Pogledali smo si različne strategije in kako pritegniti investitorje. Kaj smo se odločili v Minnesoti? Imeli bomo zelo dober izobraževalni sistem, zelo dober zdravstveni sistem, zelo dobro sodno zaščito, naša sodišča bodo vzor za druge v ZDA in imeli bomo običajne davke, ki pa jih bodo ljudje radi plačevali, ker bodo imeli tako dobre storitve v zameno zanje. Želeli smo si pritegniti tiste podjetnike v Minnesoto, ki bodo želeli zgraditi nova podjetja, nove inovacije. Želeli smo, naprimer, zato smo ustanovili grozd za zdravstveno varstvo, za IKT storitve, za tiste panoge, ki bodo imele v prihodnjih 10 letih hitro rast. Torej, namesto, da bi pustili, da se nam zgodovina enostavno zgodi, namesto pasivne vloge, je Minnesota se odločila, da se bo zavzela bolj aktivno vlogo. Bila je zelo učinkovita in uspešna pri privabljanju uspešnih podjetnikov. Ko si pogledam zdaj Slovenijo, vidim, da imate tudi tu odlična podjetja, ki so zelo dobro razvita. Ima kdo med vami mogoče iPhone? Na njem imate gotovo naloženo aplikacijo, ki so jo naredili strokovnjaki iz Slovenije. Mislim, da so se sicer preselili na Ciper in potem v Švico, ampak mogoče jih lahko pritegnemo nazaj domov, če jim ponudimo nekaj v zameno, ne samo plačevanje davkov, seveda. Imate tudi dober avtomobilski grozd. Verjetno poznate podjetje, ki proizvaja izpušne sisteme za Ferrari. Glavni oblikovalec za Mercedes-Benz je tudi Slovenec. Torej, imate dolgo vrsto uspešnih zgodb na področju podjetništva in podjetniških idej, ki so se tu začele in so bile tu razvite. Tako da vi, ko oblikujete strategijo, si morate postaviti cilje za 10 let naprej in se odločiti, osredotočili se bomo na naše veščine, imeli bomo odlične šole, odlično zdravstvo. Na takšna
Strategija Minnesota je nekaj, kar bi vam vsekakor priporočal, ker se mi zdi, da bi bila za vas primerna in izvedljiva. Torej, ne gre samo za to, da izdajamo neke pomilostitve pri davkih in tako naprej. Tudi to smo poizkusili v ZDA. Takrat v preteklosti smo ugotovili, da je zelo veliko bogatstva parkiranega v tujini in rečeno je bilo, če bi to vrnili, bi to premoženje obdavčili le s 5% premoženjskega davka. Ampak, kaj se je zgodilo? Res je, ta denar je do neke mere prišel nazaj, vendar ni bil investiran, temveč so ga lastniki porabili za nakup delnic. In ko se je to enkrat zgodilo, so bili ti ljudje upravičeni vsakih 5 let zaprositi za odpis davka. Tako da to ni bila dobra strategija. Veliko bolj všeč mi je strategija Minnesota, ker se bolj osredotoča na pozitivne elemente in prinaša veliko prednosti za relativno majhne skupnosti, kjer se ljudje lahko sami odločajo in se hitro premikajo naprej. Vem, da je to lažje reči kot storiti. In naj zdaj na hitro še pogledamo si naslednje teme. Problem that I think you should be aware of. One thing that I've studied a lot, going back to the 1970s. Pojdimo zdaj nazaj v 70. leta. Takrat je prišlo do zelo zanimivega fenomena in sicer za povpraševanje po valuti, po offshore valutah. 2,5 trilijona sredstev v tujih valutah je parkiranega v tujini in to je povezano tudi z organiziranim kriminalom. V 70. letih je bila zelo pogosta valuta dolar in sicer $100 bankovec je bil pač zelo pogost po celotnem svetu in naša teza, ko smo spraševali ljudi, od kje so dobivali denar, je bila, da je to pogosto posledica nelegalnih dejavnosti. In ko smo pridobivali vse te podatke, sem za Federal Reserve v ZDA naredil raziskavo, v kateri smo ugotovili, da je bilo veliko denarnih sredstev porabljenih za prekupčevanje z mamili. In velika večina teh sredstev v bankovcih je bila parkiranih v tujini in sicer kar $759 milijard. Ogromna številka. Torej 564 je pa trenutna številka. 564 milijard dolarjev je offshore. Enako velja tudi za Evropo. But in fact, there's about 1.2 trillion of Tukaj imamo podatke tudi za evro. 45% sredstev je v manjših bankovcih, ampak večina, 32% vseh evrov pa je v 500-evrskih bankovcih. 500 evrov je zelo veliko denarja za običajne ljudi. In kje so vsi ti bankovci, ki so bili izdani? In zakaj se je Evropska centralna banka sploh odločila za to, da se bo to spustila? In v Švici je še hujše, kar 60% njihove valute je v bankovcih za 1000 frankov. In seveda se ti bankovci ne uporabljajo pri običajnih transakcijah za nakup skodelice kave, na primer. Torej se srečujemo s težavami in
gre za 1,6 trilijonov valute v velikih bankovcih. Španija ima pri tem posebno vlogo, kajti Španija je dobila dovoljenje, da tiska bankovce in je vir kar 26,7% vseh teh velikih bankovcev. Ne vem, kaj se dogaja v Španiji, ampak mislim, da se dogaja isto, kar se je dogajalo v Floridi, kjer je pristajalo veliko pošiljk z drogami in tam prihaja do velike izmenjave drog za gotovino. What are some simple policy recommendations that we could raise? What are some simple things we... Torej, kaj pravzaprav lahko naredimo, da se rešimo te situacije? And most... Znebite se teh bankovcev, saj tako pospešujemo organiziran kriminal. Tako da naslednjič, ko boste šli v Evropsko centralno banko in postavite to vprašanje in sprožite to vprašanje, potem nenavadno financiranje. Tudi temu sem se kar posvečal. Veliko sem preučeval, predvsem, ko govorimo o državah v razvoju, kot so Filipini, kako vrniti njihov denar, ki jim je bil ukraden. In tudi oni se soočajo s podobnimi težavami, kot tudi vi. Slaba posojila finančnih institucij, to je bil velik problem za Filipine. Podelili so jih podjetjem, ki so slabo poslovali ali pa diktatorjem. Ta denar je bil ukraden, prenesen v tujino in država je morala plačati račun. Težava je bila, kako pridobiti ta denar nazaj, kako peljati nazaj v Filipine in to je star problem, nič novega ni. O tem sem veliko pisal v 80. letih prejšnjega stoletja, ko sem se vprašal, kakšen je ta prenos iz zahodnih bank v države v razvoju. In največje banke v New Yorku so bile tiste, ki so pravzaprav prenašale ta denar v tujino. To je področje zasebnega bančništva, sindicirana posojila pri prenosu teh sredstev. Denar so prenašali v Mehiko, v Brazilijo. Te države pa so takrat imele velike težave zaradi zadolženosti. Države tretjega sveta smo jih pa imenovali. Problem je bil, ker so imeli veliko zasebnih sredstev, ampak ta sredstva so bila prenesena v tujino. In to je bil davčni problem. Ne pa problem, ki je bil povezan z dolžniškim kapitalom oziroma zadolžitvijo. V obdobju od 1971 do 2003 6,8 trilijone zahodnega denarja, ki so ga prenesli v države v razvoju. 2,2, ko govorimo o tujem premoženju tujih sredstev, ampak v istem času, ko je ta tuj kapital prihajal, pa pravzaprav za izjemo Indije in Kitajske, pa ta rast je propadla. Ni je bilo. Isto velja tudi za Slovenijo. Težave v bančnem sektorju. Dali ste posojila tistim podjetjem, ki so slabo poslovala in so ta denar in sredstva prenesli in ukradla. Zato sem po vsem planetu, po svetu raziskoval te tokove v državah, kot so Argentina, Brazilija, Paragvaj. In kaj smo našli? Ta denar je bil v Citibanku, v Miamiju. To je resen problem. In kakšen je bil moj sklep? Kako vrniti denar, kako vrniti premoženje? Pravzaprav je to igra bedakov, ker je težko dobiti ta denar enkrat, ko ga dejansko prenesejo v tujino. Država, kot je Švica, denimo, se oklepa tega denarja. Seveda, lahko je prenesti denar v Švico, so rekli, ampak težko je za nas, da ga pridobimo nazaj. Namreč Švica ne sodeluje. Recimo, ne moreš pridobiti informacij od njihovega ministrstva. To je njihov posel, dodana vrednost in temu se ne bodo zlahka odrekli. Posledično pa imamo slabe projekte. To so recimo projekti jezov v Braziliji. Prihaja do poplav. Govorimo o hidroelektrarni. Ta jez se nikoli ni obnesel. Projekt ni bil, da bi pravzaprav zgradil dober jez, ampak da bi tako financiral nekatera podjetja, ki so dobila denar. Veliko podobnih zgodb je bilo v Braziliji.
In tukaj so bili stroški prekoračeni, investicija se ni povrnila. Recimo na jugu Brazilije. Preseženi stroški za več kot 100%. Med drugo svetovno vojno MacArthur, naš poveljnik, vojaški poveljnik na Tihem oceanu, na Japonskem pa je po vojni imel možnost, da je bil glavni v japonskem gospodarstvu. Naredil je nekaj pomembnih stvari za to državo, za Japonsko. Tujim bankam je rekel, naj gredo stran, naj se vključijo japonske banke, naj zgradijo kapitalske trge. In prišlo je tudi do razpršitve bogatstva, to mu je uspelo. Zelo napredna reforma je bila vpeljana, ko govorimo o premoženju in zemljiška reforma, tako da se je država demokratizirala. Uvedel je tudi trg zasebnega kapitala. Recimo, to je nekakšen vzor tudi za Slovenijo. Lastniški kapital, kako se to lahko financira? Ker ste pravzaprav zelo odvisni v vaših podjetjih na posojila zgolj bank. Če pa želiš biti podjetnik, želim tako imenovani tvegan kapital, želim pridobiti te vire. In zakaj ne bom prišel k vam? Ker tukaj nimate ustreznega trga tveganega kapitala, ki bi bil dobro razvit. Zato je želel MacArthur spodbuditi trg zasebnega kapitala, alternativna posojanja, in tako so Japonci uspeli. Ampak MacArthur, njegov izvor je bil iz Filipinov. In pravzaprav vsi tisti, ki so upravljali Filipine, so bili tudi njegovi prijatelji. Ampak filipinska oligarhija je ostala, ni bilo omejitev, ko gre za domač kapital, ni bilo tveganega kapitala. Filipini so v zgodovini imeli velike težave, ker MacArthur ni prenesel te uspešne zgodbe iz Japonske na Filipine. Razvojne organizacije, Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, ki Sloveniji pridiga, kako voditi svoje gospodarstvo. Pravzaprav oni počnejo te stvari, kot jih počnejo, ampak ne pripravijo strategije za državo. Specifično ne primerjajo, kje ste dobri, kaj je vaša konkurenčna prednost, kam želite priti čez 10 let, kaj so pozitivne plati Slovenije. 80 davčnih oaz imajo, kjer poslujejo, tako da niso kritični do davčnih oaz. Namestnik direktorja Mednarodnega denarnega sklada mi je rekel naslednje. 85 članov imamo, ki poslujejo z davčnimi oazami, oziroma to so naši člani. $7 milijard so si izposodili Filipinci oziroma Marcos. In seveda v 80 letih prejšnjega stoletja so imeli pomembno finančno krizo, ki je primerljiva z današnjo evropsko. Pravzaprav pa je centralna banka prenesla $7 milijard v švicarske banke in v tem trenutku filipinska vlada še vedno servisira te dolgove. Vendar pa je denar pristal v žepih posameznikov. Po dolžniški krizi so številni eksperimentirali z divjo privatizacijo in tukaj se lahko zelo veliko naučimo, ko govorimo o privatizaciji, recimo Brazilija. Prišlo je do privatizacije tako imenovane srebrnine. Odrekli so se 86 milijardam zaradi zasebnih investitorjev, ki so prišli. To so bile davčne olajšave, ki so jim podarili pri privatizaciji. Država ni veliko iztržila. V 90 letih prejšnjega stoletja je Rusija privatizirala 150 državnih podjetij, ki so bila najbolj vredna. Tako da večinoma se je to financiralo
prek delnic in sploh ne vemo, ali se je ta kupnina dejansko dobila. Recimo Gazprom, prodaja Gazproma, dobili so veliko več pri tej transakciji kot pri vseh ostalih transakcijah. Gre za eno izmed najbolj pomembnih prenosov premoženja sredstev v zgodovini. Ampak tudi druge države so sledile tej slabi privatizaciji. Se ne bom rekel, da je privatizacija slaba stvar, recimo Švica, oziroma se popravljam, Švedska, tukaj je prišlo tudi do delne privatizacije. Ampak veliko je tudi slabih zgodb, tudi tako imenovani skladi hedge. Zato moramo biti zelo pozorni, ko se lotimo privatizacije. Včasih je zadeva smiselna, vendar pa se velikokrat v ozadju igrajo igrice. Ko pa govorimo o investicijskih bankirjih, oni vam te zgodbe ne bodo pripovedovali, ker si ne želijo komplicirati življenja. Te ljudi dobro poznajo, ampak njih ne zanima strategija države. Ob koncu dolžniške krize, kot sem že rekel, smo imeli dolg v višini 3 trilijonov. Prišlo je do delnega odpisa 310 milijard. Približno 10% celotnega dolga so jim odpisali. Ampak ob koncu so države, kot je Brazilija, Lula, preden je postal predsednik, preden je kandidiral, sam sem bil z njim na kampanji, jugovzhodni del Brazilije, kasneje je postal izjemen predsednik Brazilije, zelo pragmatičen, zelo odločen, energičen, res je opravil dobro delo. Ampak takrat so ga označevali kot radikalca. Fernando Collor, ki ga je premagal takrat, ker je imel oznako konzervativca. Obiskal je pomembna podjetja v Braziliji in rekel tako: če me ne boste podkupovali, oziroma če ne bom dobil ustreznih sredstev, bom sprejel zakonodajo, ki vam bo škodila. In tako je Brazilija veliko izgubila. Izgubili so 1 desetletje. Sedaj bom nekoliko skrajšal zgodbo, ampak pomembno je vedeti izvor. Latinska Amerika danes nima težav, ko govorimo o zadolženosti, zelo nizko stopnjo zadolženosti. Ampak po drugi strani pa so zahodnoevropske države in ZDA tiste države, ki imajo velike težave zaradi zadolženosti. Potem vzhodna Evropa. Veliko držav je odvisnih od posojil. In sedaj se soočamo z globalno finančno krizo. V 80-ih letih zadolženost držav razvoj, danes pa smo to zadolženost prenesli v bolj razvite države. Beg kapitala nekoč iz tretjih držav, sedaj iz razvitih držav, kot so ZDA, Španija, Francija. Prenos problema. To je zasebno bančništvo iz tretjih držav. Neenakost, revščina, to nista več problema tretjih držav, ampak vseobsegajoča globalna problema. Po drugi strani pa imamo tudi politične alternative, o katerih sedaj premišljamo. Kaj pa smo počeli nedavno v našem omrežju za pravično obdavčitev? Upoštevali smo posamične države. Sicer nimam dovolj časa, da bi predstavil vse podrobnosti, ampak če koga zanima bolj podrobno, lahko predstavim metodologijo, ki je trojna. Najprej podatki o depozitih v tujinah, potem kapitalski tokovi, ki niso zabeleženi, in dejanski podatki o tem, koliko denarja tujega kapitala imajo dejansko banke. Ko govorimo o številkah, ki smo jih uspeli
pridobiti, pravzaprav smo bili zaprepadeni. Latinska Amerika, 2 trilijona čez mejo, če sedaj to primerjamo z bruto zadolženostjo, ki je 1 trilijon. Problem za Latinsko Ameriko je, da je ta denar v tujini in ga ne morejo ustrezno obdavčiti. To je njihov globalni problem. Države v razvoju, 10 trilijonov dolarjev. Tako da te države dejansko niso dolžnice, to ni njihov problem, problem pa je, da tega denarja ne morejo obdavčiti. To je ta denar, ki je v tujini. Če se sedaj posvetimo vsem državam v razvoju, 6,1 trilijone denarja v uradnih rezervah, naša ocena 9 do 11 trilijonov zasebnega bogatstva, ki je v tujini, 4,8 trilijone, to pa je njihov bruto zunanji dolg. Kar pomeni, da oni posojajo denar bogatim, razvitim državam. Kar je bizarno. Najbolj revni ljudje sveta financirajo Švico, ZDA, Združeno kraljestvo. Kdo pa je lastnik? Vprašati moraš zasebne bankirje. Oni imajo zelo natančne študije, kdo so bogataši, najbogatejši, ker jih oni pokličejo. Te banke jim nudijo svoje storitve. To so notranje raziskave, interne raziskave svetovalcev na področju zasebnega bančništva. In te ljudje Then there's the just rich who are 50 milijonov dolarjev ima vsak posameznik. Približno 100 tisoč jih je. In potem vsi ostali. almost all of the world's financial wealth being held. Finančno bogatstvo na globalni ravni je v rokah peščice posameznikov in to nas mora skrbeti. Ker mislim, da to ni vzdržna raven enakosti. Stvari se še zaostrujejo. Veliko denarja je v 50 najpomembnejših bankah sveta. To so dejanske razmere. Slovenija lahko začne sprožati ta vprašanja. 50 do 75 milijard denarja oziroma sredstev naj bi v tujino prenesli slovenski državljani. To so izjemno visoke številke, ki jih pridobite na podlagi analiziranih metod. Rad bi se pogovarjal z vašimi ekonomisti, ker je to projekt. Slovenija mora preveriti te številke in reči, James Henry, motiš se. Seveda moramo te podatke dodatno analizirati. Banka, ki je v Zürichu, ima zelo podrobne podatke na podlagi posamezne države. In tako ve recimo, koliko denarja ima Slovenci v švicarskih bankah. Gre za četrtletno poročanje, ampak ti podatki niso javni. Seveda bi želel imeti te podatke, seveda pa so depoziti samo majhen delež, ker imaš dolžniške instrumente, obveznice, vrednostne papirje in tako dalje. To je morda samo 25% in to je morda samo začetek. Potem imamo Evropsko centralno banko, potem te podatke na podlagi bankovcev za 500 evrov, tako da lahko samo vprašamo naslednje, kaj je z depoziti, kaj je z nebančnimi depoziti ali pa pretokom tega denarja. In imajo podatke tudi glede davčnih oaz, Hongkonga, Singapurja in tako dalje. Če pa si pogledamo banke, lahko upoštevamo podatke za 50 največjih bank, 12 trilijonov, to so podatki za 2010, UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs, Bank America, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, Wells Fargo,
Morgan Stanley, JP Morgan and Chase, potem Societe Generale. Ne vem, če so pri vas. Mislim, da so na 24. mestu, ko gre za zasebno bančništvo. Ne vem, kdo je v Sloveniji pristojen za zasebno bančništvo, ampak verjetno boste našli ta imena tukaj. 10 najpomembnejših bank, 6,2 trilijona denarja oziroma premoženja imajo. Kaj pa to pomeni za nas v praksi? Ponovno, tretja točka. Zadeve lahko obdavčimo, sredstva lahko obdavčimo. Veliko se govori o izmenjavi informacij med davčnimi organi, ampak stvar se bo vlekla v nedogled. Številni davčni organi ne vedo, kaj pa storiti s temi podatki, ko jih enkrat dobijo iz Švice. In tudi, če bi Švica posredovala te podatke, gre za komplicirano revidiranje ali reviziranje. Belgijski finančni minister mi je rekel naslednje. V veselje mi je, da se z vami pogovarjam o teh stvarih, ampak me zanima, kaj bo čez 10 let. Njihov načrt je, da te postopke čim bolj zavlečujejo, da se vlečejo v nedogled. Takšno igro se sedaj igrajo v tem trenutku. Kaj pa je praktična rešitev? Da imamo odbitni davek, 1% odbitni davek na denar oziroma sredstva, ki je bil prenesen v tujino, ker imamo pravzaprav četrtletne izpiske, vemo, kdo sodi v krog 50 največjih bank. In mislim, da bi ta davčni režim pravzaprav tudi omogočil, da bi rešili vsaj del ta problem. Vsaj delno bi rešili ta problem, po mojem mnenju. Well, I mean, these same big banks, and I think I'll say, just going to bring this to a close because I've been talking for quite a while. I want to get. Počasi zaključujem, ker sem govoril že kar nekaj časa, potem bom na voljo tudi za vprašanja. To so pravzaprav banke, ki smo jih sanirali v letu 2007. Prisotni so bili tudi v 80. letih prejšnjega stoletja, ko sem govoril o bankah iz tretjih držav. Krajši seznam, HSBC, manipulacije, davčne utaje, pranje denarja v Mehiki, korupcija, ko govorimo o vodilnih kadrih, kršili so sankcije, zajem, zaseg, investicijske manipulacije in goljufije. In ne morem niti prebrati tega dolgega seznama kaznivih dejanj. Ampak pravzaprav so te banke tako velike, da jih niti ne moremo zapreti oziroma postaviti v zapor. So podvržene nekaznovanosti, nobenih ne preganja in čas je, da razmislimo, kako rešiti te probleme in kakšne bodo posledice. Te institucije ne smejo biti preveč močne in morajo biti podvržene sodnemu pregonu. Najpomembnejše 4 banke v ZDA imajo sedaj 65% tržni delež, v določenih državah tudi 90% tržni delež in so politično vplivne. $3,000 vsak dan potrošijo za financiranje članov kongresov. Postali so politično dejavni kot lobisti in mislim, da se moramo vprašati, kako nadzirati bančni sistem, če ne bi rešili ostale probleme. Potem izogibanje plačevanja davkov za multinacionalke. Posnel sem tudi film, ki vam ga bom kasneje z veseljem posredoval, če boste to želeli. Primer iz sektorja banan. Vsi jemo banane. To je kartel, ki pravzaprav nadzira globalno trgovino sektorja banan. Kako se izogibajo plačevanju davkom? Latinska Amerika, to je izvor. Banane rastejo v Latinski Ameriki. Recimo Ekvador, izvoz, 20 centov za izvoz, potem pa podružnica na Kajmanskih otokih, to je 12 centov za stroške trgovanja, potem Luksemburg, dodatnih 12 centov
Irska 6 centov dodatno za ta obvod, ker se uporabi blagovna znamka. Potem otok Man, podružnica, 6 centov. To je pravzaprav naša študija primera. Potem Bermuda, še ena podružnica, 26 centov za distribucijske stroške in stvar se zaključi v Združenem kraljestvu. 91 penijev oziroma centov in koliko so plačali zaradi vseh teh umestnih storitev, zaradi obvoda. 60% globalnih trgovinskih tokov poteka med podjetji. Ko skušaš izvedeti, ali so to poštene transferne cene, če si davčni revizor, pravzaprav tudi na finančnem ministrstvu ZDA imajo težave, ne morejo razrešiti tako zapletene zgodbe. Predstavljate si manj razvite države, tako da ne moremo rešiti teh transfernih cen in to je velika težava. Kaj pa je rešitev? Da bi pravzaprav imeli globalno obdavčitev glede na dejavnosti, ki potekajo v državi izvora. To je pravzaprav alternativa transfernim cenam in to je sistem, ki ga sedaj uporablja OECD. To je sedaj resna tema, pomembna točka na dnevnem redu OECD-a, tako vam res polagam na srce, da se udeležite te razprave o transfernih cenah multinacionalk. Ko pa odpremo svoje trge neposrednim tujim naložbam, smo videli, da smo v končni fazi veliko izgubili. Ker veliko denarja se zgubi, recimo Mehika, tuje naložbe v 90-ih letih, istočasno pa je denar odtekal zaradi transfernih cen. Na milijarde in milijone denarja so izgubili. Potem Zambija, bakar, izvoznica bakra. $12 milijonov ljudi zaslužijo manj kot $100. Glencore, to je švicarsko podjetje, ki prodaja zambijski bakar. Potem pa se vključi še kitajsko podjetje. In kaj so ti tokovi? Če pogledate v smeri Švica-Zambija, nič. Zambija pa poroča, da pravzaprav vse izvaža v Švico. Kaj je odgovor? Glencore, to švicarsko podjetje, pravzaprav parkira poslovanje z zambijskim bakrom na britanske Deviške otoke. Če pa bi Zambija dobila isto ceno kot Švica dobi za zambijski bakar, bi šlo za to, da bi zambijski BDP se povečal za 1/3. To je ta globalna igrica. Potem tudi farmacevtska podjetja. To je pravzaprav resen problem za davčne revizorje, ker gre za kompleksen sistem na ravni multinacionalk. Nimamo enostavne rešitve, samo temeljna reforma. Švica se s tem preživlja. Pravzaprav je veliko faktur, ne izkazujejo uvoza iz teh držav. Države pa pravijo, da to izvažajo prek Švice. Kazahstan, Peru, Španija, Mehika, Rusija je tukaj najpomembnejša. In ob koncu še en primer. Apple, največje globalno podjetje, pravzaprav imamo vsi vsaj en izdelek tega podjetja. Tehnološka zgodba o uspehu, ampak ko govorimo o davkih, so tisti, ki se najbolj izogibajo davkom. Zato smo v ZDA organizirali kar nekaj kampanj, da smo šli v trgovine Apple in smo jim rekli, prosim, plačujte svoje davke. 20 milijonov iPadov proizvedejo vsako leto. Samo 65 tisoč zaposlenih imajo v ZDA, 1,2 milijona pa imajo kitajskih delavcev. $40 plačajo za iPad.
To so izjemni prihodki in kje je ta razlika? Izplačujejo si licenčnine zaradi intelektualne lastnine, zaradi blagovne znamke. To so tiste podjetja, ki so jih ustanovili v tujini v davčnih oazah, kjer skoraj da ni davčne obremenitve. 64% globalnih dobičkov za Apple se parkira na Nizozemskem, na Irskem in v Bermudi. To so drugi vidiki globalnih davčnih oaz. In o tem moramo razmišljati, ko povabimo tuje vlagatelje, da kupijo naša podjetja, ker oni se igrajo te igrice zelo dobro. Potem seznam 300 slovenskih podjetij sem si ogledal. 28 podjetij ima pravzaprav teh 15% prodaje oziroma prometa. %39 dobička se je ustvarilo v letu 2012, tako da je to pomemben segment, ki je pomemben, če ne bi pritegnili tuje naložbe, ker pravzaprav so vas kritizirali, da niste odprti za tuje naložbe. Ampak zavedati se morate, kakšne igrice se vsak dan igrajo tuji naložbeniki in zelo dobro in uspešno se igrajo te igrice. In težava je, da je industrija davčnih oaz se razrasla, da je eksplodirala. European, the EU members and the Canada, the United States, the UK. To velja za Evropsko unijo, Kanado, ZDA. ZDA razmišlja o tem, da bi znova zmanjšala svojo stopnjo davka na dobiček pravnih oseb. In dejansko nihče ne plačuje 35% davčne stopnje v ZDA. Videli smo, kaj počnejo velike nacionalke, kako plačujejo veliko manj od predpisane davčne stopnje. Vendar pa pravzaprav iz tega naslova niti ne prihaja več toliko denarja v državni proračun. Veliko več prihaja iz naslova davka na plače, iz prometnega davka in iz naslova DDV. To so te ključne spremembe in zaradi tega se povečuje tudi neenakost pri prihodkih oziroma dohodkih ljudi. Kar je čudno, največ rasti je bilo gospodarstvo v ZDA deležno takrat, ko je bila obdavčitev najvišja. 50 do 60% dohodnina je bila takrat uvedena, pa vendar je bila stopnja rasti takrat najvišja. Po drugi strani smo videli, da to znižanje davčnih stopenj pred nedavnim ni rešilo vprašanj krize, saj je bilo po drugi strani težko denar posvetiti vitalnim investicijam v javnem interesu. Torej se zoperstavljamo nekemu globalnemu sistemu. Države si ne morejo privoščiti več, da bi obdavčevale samo kapital ali samo prihodke oziroma dohodke ljudi. Najbolj progresivni davek je davek na trgovinske transakcije. In to je zelo pomembno za bogate države, po drugi strani pa je pomembno tudi za države v razvoju. In edini način, da se tu doseže napredek, je sodelovanje na področju davčnih zadev. Naj zdaj povzamem. Zoperstavljati se moramo globalni industriji, ki stoji za utajami davkom. Problem so sredstva, ki so parkirana v tujini, kar 32 trilijonov, izogibanje davkom, hud problem
In seveda rešitev je, da se neha to tekmovanje na področju utaj davkov, ta davčna konkurenčnost in da se obsodi, najprej obtoži in potem obsodi tiste, ki so za to krivi. In naj zaključim še s to mislijo, nevidne roke ni moč videti nikjer. Hvala.